Univerzitetno redakcijo sem izbrala, zato ker me je skozi bilo po malem potihem strah, da bo pač študijski čas šel ful hitro mimo in da bom nikoli imela zares občutka, kako je biti študent. In pa sem presodila, da v bistvu univerzitetna redakcija je najbolj študentska od študentskih stvari za narediti, ker smo po srcu študentski in praksi študentski. In potem, ko sem prišla na radio, sem spoznala, da to, kar nas tudi odlikuje, je, da recimo, če špikarje vprašate, mi smo pravočasni s svojimi teksti in vestni s svojimi izgovorjavami in strašno natančni in strašno zajebani. Ampak samo do študentskih funkcionarjev, do sodelavcev smo pa okej. Če ste se kdaj sredi noči zbujali in se spraševali, ampak kaj točno je bolonjska reforma spremenila v slovenskem visokošolskem sistemu? Ali pa če ste sedeli na vlaku, ki je zamujal, seveda, in vas je prijelo, da bi šli vse udeležence vožnje intervjujati, kako vas to jezi? Ali pa če ste kdaj razmišljali o zasedbi svojega faksa, potem bi znali biti ta pravi za na našo redakcijo. Na audicijo redakcije za kulturo in humanistične vede Radia Študent sem se prijavila iz stiske, sezonske depresije in stanja v kulturi. Ko sem pa prišla na redakcijo, sem pa spoznala angažirane, zainteresirane in predvsem tovariške sodelavce, ki so mi pogreli srce. Na redakciji za kulturo beremo leposlovje, humanistiko, strokovna besedila, včasih je za foro tudi Hegla. Kadar ne beremo, hodimo v gledališče, v kino, na otvoritve razstav, listamo stripe ali igramo video igre. Zelo pogosto se ukvarjamo tudi s kulturno politiko. Sodelavke in sodelavci redakcije poskrbimo, da noben kamen ne ostane neobrnjen. Toplo vabljene, da se nam pridružite. Meni je ob faksu manjkalo nekaj, kar bi res rada počela. Poleg tega pa sem ves čas frendom težila v politiki, do te mere, da vsakič, ko sem načela to temo, sem videla na njihovih obrazih izraz obupa. Potem pa sem videla na RR spletni strani audicijo za aktualno politično redakcijo in sem vedela, da je to zame. Na aktualno politični redakciji pripravljamo dnevno informativni program, poglobljene oddaje o političnem dogajanju po celem svetu, ne le na Zahodu. Delamo intervjuje, analiziramo volilne rezultate ter komentiramo aktualno politično dogajanje. Jaz sem na redakciji predvsem razširila svoje znanje o dogajanju na južni hemisferi in na Balkanu. Poleg tega pa sem predvsem našla skupnost, ki res pripadam. Rekla pekla, Aber te čaka. Najprej sem poslušal radio in mi je bilo ful všeč ta neka kult aura, ki se ga drži v Ljubljani. In sem se potem prijavil na audicijo glasbene redakcije, kjer me niso vzeli in me je zelo razžalostil. Potem sem pa spoznal takratnega urednika na Cankarjevih torkih in tako bi ti kaj napisal z radio, tako jasne. In sem začel v bistvu najprej pisati recenzije albumov in recenzije koncertov in pol čez čas se upeljal tudi v te oddaje, v katerih recimo pokrivam jazz in sodobno klasiko in hip-hop na domači sceni in tuje globalno. Pravzaprav v mene je ena sodelavka, ki je bila čisto po nesreči takrat tudi vodja audicije, prepričala, da pridem na radio, ker rabijo nekoga iz tehničnih ved. In ne vem, na faksu recimo smo se pogovarjali o rudah na Balkanu in to je šlo samo tako malo mimo. Tukaj sem pa dobila nek prostor, kjer sem lahko to malo bolj predelala, malo bolj raziskala, dobila ljudi, ki se s tem tako res ukvarjajo. In tudi sodelavci, ki so pač potem bili na redakciji, so mi lahko dali nek feedback, ne samo z moje vede, ampak pač tako nekega širšega konteksta. Ne? Dobila sem feedback od fizikov, od kemikov, pač tako res je bilo hudo. Tako da zdaj pokrivamo podnebne problematike, pokrivamo tudi neko znanstveno novičarstvo, kjer se ukvarjamo z resnim novinarskim delom, pokrivamo tudi neke poglobljene znanstvene vsebine iz področja naravoslovja in tehnologije. Ne vem, farmacevt in geolog piševa o eksplozivih, skratka res se imamo super, kolektiv je the best, tako da vabljeni na audicijo, se vidimo.